Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Predsednik Republike dr. Danilo Türk se v zadnjem času mudi v številnih občinah. Tokrat je obiskal Dolenjske Toplice. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik. Dober dan. Kako se počutite v Dolenjskih Toplicah? Ste prvič tukaj? Sploh ne, jaz sem bil v Dolenjskih Toplicah velikokrat preden sem bil predsednik. Zdaj kot predsednik sem prvič na obisku v občini. Vsako leto obiščem določeno število občin, kolikor je le mogoče, tako da dobim čim boljši vtis in razumevanje tega, kar se v Sloveniji v resnici dogaja. Zato je treba tudi se malo potruditi, veste, ker iz ljubljanske perspektive se mnoge reči ne vidijo. To, kako ljudje živijo in kaj v resnici zanima, se najbolje ugotovi prav v občinah. In kaj ste ugotovili v Dolenjskih Toplicah? Je dobro razvita občina? Glejte, Dolenjske Toplice imajo nekatere zelo dobre rezultate, recimo tudi po stopnji nezaposlenosti niso visoko, so med tistimi z ugodnejšimi rezultati. Seveda po dohodku na prebivalca pa ni ravno tako. Skratka, tu so tudi še vprašanja za naprej. Danes smo se recimo pogovarjali o takih rečeh, zelo praktičnih rečeh, kako razvijati samooskrbo s hrano in jo povezati z čim boljšo ponudbo v hotelu oziroma v toplicah, ki seveda so na visoki ravni, ampak raven kvalitete ponudbe je možno še izboljševati in pomemben dejavnik tega povečevanja kvalitete je prav lokalna oskrba. Kako skrbeti za kmetijstvo, ki ima dobre podlage tukaj, ampak seveda zahteva še več angažiranja, da bo kvaliteta storitev čim boljša in da bomo na ta način seveda peljali tudi Dolenjske Toplice naprej v nove ravni kakovosti. Obiskali boste tudi Društvo kočevarjev staroselcev. Kako gledate na pomen kočevarjev? Imeli so specifičen pomen v zgodovini Slovenije. Kako danes gledate na ohranjanje te dediščine njihove? Danes moramo videti to dediščino v celoti, od prvih začetkov, od srednjega veka naprej in moramo razumeti, da je to del zgodovine Evrope, del zgodovine Slovenije in da moramo to kulturno izročilo, to starodavno kulturno izročilo spoštovati in gojiti. Treba se izogibati politizaciji in nepotrebnim političnim razpravam. Mi imamo seveda tudi novejšo zgodovino, ki je prinesla težke izkušnje z nemško okupacijo in z raznimi drugimi rečmi, ki so se v novejši zgodovini dogajale, ampak ne bi bilo dobro, da danes kakorkoli zgodovino razlagamo na način, ki nas pelje v konflikte. Spoštujmo to dediščino iz preteklosti, bodimo obzirni drug do drugega, bodimo kulturni. Predvsem pa ne iščimo pravnih in političnih vprašanj, ki jih ni in ki ni treba, da nam grenijo življenje. Sami ste že omenili, da obiskujete, da vsako leto obiščete določeno število občin. Kaj opažate na terenu? So občine, majhne občine predvsem dobro razvite ali slabo razvite? Torej, mislim, da so majhne občine najprej naravna rešitev za Slovenijo, kajti na ravni občin, kakršne danes imamo, se pojavlja veliko stvari, ki jih je treba urediti v korist ljudi. Recimo, če gledamo v Dolenjskih Toplicah, je bil prostorski načrt sprejet že pred časom, že pred nekaj leti in to je seveda koristno za urejanje vseh zadev, od infrastrukture do izboljšanja recimo kanalizacije, vodovodov, na čemer se še dela v novejšem času interneta, načrtovanja šolske ureditve in podobno. Skratka, rekel bi tako, občine takšne kot so zelo veliko naredile za to, da je kakovost življenja izboljšana v Sloveniji. In Dolenjske Toplice spadajo med tiste občine, ki jih lahko vsekakor štejemo kot uspešne. In recimo ta prostorski načrt je dober primer tega. Druga ilustracija, ki to kaže, je povečevanje števila rojstev in priseljevanje v občino Dolenjske Toplice, ki tudi obstaja in to kaže, da je ta del Slovenije, ta občina atraktivna za ljudi, da želijo tu ostati, imeti družine, nekateri se sem priseliti. In seveda po takih pokazateljih vidimo uspešnost in vidimo pomembnost nalog za naprej. Meni se zdi zelo dobro, da bi občina dobila, da bi Dolenjske Toplice dobile obvoznico. To pa zaradi tega, ker sem marsikje v Sloveniji videl, da tam, kjer se za promet naredi tranzitna cesta, staro jedro pa potem razvije na nov način, zelo močno pridobi kvaliteta bivanja ljudi.
torej na nek način potem podpirate razvoj še številnih teh lokalnih samouprav, namreč o pocepitvi Mirne od Trebnjega recimo, pa poskusu odcepitve Ankarana od Kopra, se je znova pojavilo to vprašanje, ali v Sloveniji potrebujemo toliko in toliko lokalnih skupnosti, ali bi morda zdaj sploh v času krize veljalo razmisliti tudi o tem, da se te lokalne skupnosti seveda nazaj spet združijo in na ta način tudi nekaj prihranimo. No, gledajte, predvsem se ne sme nič narediti na silo in vse, kar se naredi, se mora narediti v soglasju z ljudmi, za katere gre. Jaz sem bil v občini v Mirni in v vseh trebanskih občinah, tako rečem, v Trebnjem, v Mokronogu, v Mirenski dolini, v vseh občinah. In moram reči, da so te občine pokazale nek model, ki je dober. Namreč, vsaka od njih skrbi za nekatere projekte, ki so tipični za to občino, ampak vse skupaj znajo sodelovati. Jaz ne mislim, da je v tem karkoli slabega. Mislim, da je pač to izraz želje ljudi, da uredijo svoj razvoj na tak način, kot si ga želijo. In to v ničemer ne škoduje državi. Zdaj seveda med Koprom in Ankaranom je situacija drugačna, je bolj napeta. Tam seveda ne bi želel dajati nekega dokončnega mnenja. Tu je, kot veste, dalo svoje dokončno mnenje Ustavno sodišče, ki ga je treba spoštovati. Ampak sam nisem za to, da bi poskušali na silo združevati občine. V več krajih, recimo v Savinjski dolini, sem slišal, da je pot do tega preko izboljšanja koordinacije dela sosednjih občin. In če se bo v prihodnosti pojavila želja, da se te združijo v eno občino, bo to tudi v redu. Ampak nismo še tako daleč. Kako pa gledate pravzaprav na razvoj v jugovzhodni Sloveniji? Vemo, na eni strani je tukaj Novo mesto, ki je gospodarsko zelo razvito, na drugi strani Gorjancev pa Bela krajina, ki je pa v bistvu pravo nasprotje tega. Kako po vaše odpraviti to nesorazmerje in seveda to čim prej, kajti Belokranjci so zdaj v nekem razvojnem zaostanku? No, gledajte, kratek odgovor na to vprašanje je tretja razvojna os. Tu ni razlogov, da bi se ta projekt kakorkoli odlašalo v neko daljno prihodnost. Mi tretjo razvojno os res potrebujemo zato, da bomo razvili prav te regije, da bomo razvili Koroško, Posavje in Belo krajino. Druge regije, ki so na tej tretji razvojni osi, so bolj razvite, recimo Novomeška je že taka, naprimer. Ampak gledajte, spet je zanimivo nekaj. Na Dolenjskem, če vzajemo Novo mesto in ta del Dolenjske, v preteklosti niso imeli, veste, velike pomoči od države. Imeli so nek industrijski razvoj, ki so ga skrbno ohranili in razvili na nov način, če vzamemo Krko, potem bivši IMV z temi 3 naslednicami. In potem se je okrog tega razvilo precej malega gospodarstva. In vse skupaj je dalo zelo lep razvoj. Mislim, da je Dolenjska danes cvetoča pokrajina, ki je v veliki meri zgled za ostale dele Slovenije, kjer so v preteklosti morebiti imeli nekaj več državnega denarja, pa so potem nekatere industrije propadle. Bela krajina je pa seveda vedno bila v neugodnejšem položaju zaradi geografskih razlogov, zgodovine in tako dalje. Zdaj seveda tudi meja s Hrvaško je naredila svoje in zdaj tisto, kar lahko kot država naredimo, je dvoje. Prvič, tretja razvojna os in drugič, hrvaški vstop v Evropsko unijo. To bo dalo nove možnosti. Tisto, kar pa je treba narediti na ravni občin in krajev, pa seveda morajo narediti občine. Kako pa priti čim hitreje do te tretje razvojne osi, kajti vemo, kriza je, denarja ni, ampak razvoja potem tudi ne bo, če ne bomo gradili? Glejte, treba je videti dogajanje v Evropski uniji kot celoti. Vi ste lahko opazili, da je v Franciji bil izvoljen nov predsednik, ki močno poudarja razvoj in ko ga vprašajo, kaj vidi kot razvoj, je odgovor, eden od pomembnih odgovorov, infrastrukturni projekti. Evropa bo investirala v infrastrukturne projekte. Infrastrukturni projekti bodo imeli denar. Zdaj gre za to, da imamo mi načrte pravočasno pripravljene in da se tako organiziramo, da bomo ta denar lahko izkoristili in pridobili tudi druga potrebna sredstva. Ne bo vse prišlo iz Bruslja. Ampak mislim, da je zdaj čas, ko moramo zelo pospešeno delati na modernizaciji železnic, drugem tiru Koper-Sežana, oziroma Koper-Divača. In potem bomo morali seveda tretjo razvojno os umestiti čim prej. Vem, da so tudi neki spori še ostali glede poteka, tras in podobno. To je treba rešiti čim prej in čim prej napraviti projekt, ker nas Evropa ne bo čakala. Bodimo zgodnji, pa bomo od tega razvoja kaj imeli.
Kako pa gledate pravzaprav na razvoj celotnega jugovzhodnega dela? Vemo, omenjali ste že sami Novo mesto, če ne bi imelo Krke, Revoza in ostalih podjetij, ki nekako sodijo k tema dvema. Kako gledate na razvoj še tudi ostalega dela? Večkrat se pojavi vprašanje, kaj bi bilo, če tega ne bi imeli na Dolenjskem. Ja, gledajte, ampak Krka in prvotni IMV, današnji Revoz, Adria in tako naprej, ti so nastali iz lokalnih pobud. Tam so bili ljudje pred desetletji, ki so imeli dobro vizijo in ki so znali tisto obdobje industrijskega razvoja izkoristiti za vse, kar je bilo potrebno, da so nastale osnove. In iz teh osnov bi se dela naprej. Da seveda v Beli krajini te preteklosti ni. In tu je treba najti nove vizije. Te vizije niso nujno zasnovane na velikih industrijskih podjetjih. Danes je čas za malo gospodarstvo ugodnejši. Treba bo pogledati, kaj se pojavlja kot možnost kreditiranja iz tujine. Treba pogledati, kje so tuji vlagatelji. Treba pogledati, kako razviti turizem, kako razviti dejavnosti, ki v Beli krajini še niso dovolj razvite, pa imajo potencial, in iz tega napraviti nov razvojni model. Ampak, veste, vizija zahteva svoj čas in vseh rezultatov tudi ne moremo pričakovati čez noč. Torej, pogum Belokrancem, da lahko še... Vsekakor, veste, tudi jaz sem za to, da država pomaga. Prosim, da me ne razumete napačno, da ne mislim, da mora biti država odsotna. Ampak, če bo država kaj prispevala, recimo, če se sprejme kakšen poseben zakon, ki bi omogočil neko dodatno ugodno financiranje določenih projektov v Beli krajini, jaz bi za to bil. Ampak tak pristop države je lahko uspešen samo, če se navezuje na lastno vizijo v Beli krajini in lastne projekte, ki iz Bele krajine izhaja. To je tudi lekcija, to je tudi, rekel bi, dediščina in nauk iz novomeškega prostora. Tudi tam so se stvari začele z iniciativami, ki so jih imeli ljudje v Novem mestu samem. Niso prišle iz Ljubljane. V tem kriznem obdobju so se na nek način v precepu se je znašel tudi medijski prostor. Še vedno ni urejeno sistemsko financiranje televizij s statusom posebnega pomena, kakršen je tudi osrednji televizijski program Vaš kanal. Kako vi gledate, kako apelirate na vlado, da to čim prej uredi? Verjetno ni v interesu države, da ima na eni strani pač ta javni servis, na drugi strani pa potem samo še komercialne medije. Na nek način tudi ti mediji delujejo v javnem interesu. Seveda. In seveda moramo razumeti, da je današnja medijska scena veliko bolj raznovrstna in veliko bolj subtilna. Ljudje danes uporabljajo internetne medije v zelo velikem številu in to ne samo mladi ljudje, tudi drugi so čedalje bolj povezani s tem. Čedalje večji je pomen raznih televizijskih hiš, ki niso osrednje, niso ljubljanske. In tu bi morala vlada najti nek bolj celovit pristop. To se ni posrečalo nobeni vladi doslej. Medijski prostor se razvija po svoje in jaz bi rad, da bi vlada našla pravi odgovor tudi na ravni pravne ureditve in finančne ureditve. Kaj več o tem težko rečem, veste, ker zadnje gre tukaj za pristojnosti ministrstva, prvi vrsti ministrstva za kulturo, znanost, visoko šolstvo, kamor tudi spadajo mediji na nek način. In treba je pustiti nekaj časa, da se v tem velikem in kompleksnem ministrstvu najdejo usmeritve tudi za to področje. Letos jeseni državljane čaka vnovič pomemben dogodek, predsedniške volitve. Vaš 5-letni mandat se izteka. Kako ste zadovoljni s tem, kar vam je uspelo narediti v teh 5 letih? Torej, kot veste, sem jaz bil ves ta čas aktiven predsednik in sem pripravljen biti aktiven tudi naprej. Jaz imam recimo v teh 4 mesecih, samo kot podatek, da vam povem, in vsako leto je tako okrog 400 vabil za različne udeležbe na različnih rečeh, kamor sodi recimo tudi obisk občin, so del tega. 400 vabil v 4 mesecih. In seveda jaz grem rad med ljudi in tudi poslušam, rad tudi sugeriram kakšne rešitve. Mislim, da je nekaj od tega
bilo uspešno, tudi recimo moje sodelovanje pri različnih mednarodnih projektih, kot je gospodarska diplomacija, kot je priprava sporazuma o arbitraži s Hrvaško in podobno. Tudi tu je bilo uspešno. Vedeti pa morate, da predsednik pri nas nima izvršnih, se pravi operativnih pooblastil in nalog. Se pravi, moja naloga je bolj svetovalna, bolj, rekel bi, usmerjevalna, opozarjevalna in jaz to nalogo poskušam po najboljšim veri opraviti in po svojih najboljših sposobnostih. Seveda so pa volitve vedno priložnost, ko ljudje povejo, ali jim je to, kar delam, všeč in dovolj ali ne. In jaz sem, kot veste, najavil kandidaturo v upanju, da me bodo ljudje ponovno podprli. Torej pričakujete ponovno izvolitev? Torej, jaz bom vsekakor naredil vse, kar je v moji moči in kar je pošteno, da naredim, da bi me ponovno izvolili. Ampak odločitev, ocena in odločitev je seveda izključna stvar volivcev in volivk. Hvala lepa, gospod predsednik, za tale pojasnila. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.